Dober večer. Slovensko državno dvoransko prvenstvo v atletiki je za nami. Tokrat so se najboljši atleti zbrali v Celju. Blesteli sta tudi Nina Đorđević, ki je 6,35 metra postala državna prvakinja v skoku v daljino, in Maja Mihelinec z zlatom na 60 metrov. Dekleti sedaj že nadaljujeta z natrpanim urnikom in tekmovanji. Maja pa nam je preko telefona zaupala, kako je bilo na tokratnem državnem prvenstvu. Vsekakor sem vesela vsakega naslova državne prvakinje. Na tokratnem prvenstvu sem sicer ciljala bolj na dober čas in sem zato tudi z tega vidika zadovoljna, ker sem tekla samo stotinko od osebnega rekorda. In upam, da je to dober pokazatelj, da prihajam v pravo formo pred vrhuncem sezone. Maja, tudi športnega uredništva ti čestitamo za tale naslov in ti seveda želimo še dobre rezultate naprej. Najlepša hvala. Z Nino pa pripravljamo intervju, ki bo na sporedu prihodnji torek. Zelo razburljivo pa bo tudi v prvi rokometni slovenski ligi. Namreč Gorenje v Rdeči dvorani v večnem derbiju že jutri gosti Celje Pivovarno Laško. Rokometaši pa so minuli teden odigrali 18. krog. Gorenje je dobilo derbi v dvorani Tabor. Z odlično igro so premagali Maribor, ki se je dobro upiral. Celjani so že pred srečanjem Lige prvakov, kjer so nekoliko nesrečno izgubili z nemškim Flensburgom, visoko s kar 30 zadetki prednosti premagali Sevnico. Dobova je visoko ognala Izolo. Koper je zmago nad Vinarji iz Ormoža ohranil tretje mesto na lestvici. Ribnica je bila z 32 proti 22 boljša na gostovanju na Koroškem. V dolenjskem derbiju je Krka vknjižila 2 točki, Loka pa je bila boljša od ljubljanskega Slovana. Celjani in Velenjčani še vedno ostajajo poravnani, a že jutri bodo vodilni samo eni. Koper ima točko več kot Loka na 4. mestu, Slovenj Gradec tudi po zadnjem krogu ostaja pri 7 točkah. Košarkarji so državno prvenstvo zamenjali za pokal Špar. V finalu pokala Špar v Tivoliju so košarkarji Krke upravičili vlogo velikih favoritov. Brez težav so 66 proti 33 premagali Lastovko iz Domžal in osvojili 3. zaporedni naslov. S tem pa se od vas tudi poslavljamo in vam želimo lep preostanek zadnjega februarskega tedna. Nasvidenje!